danes je z nami nov gost, danes pa je seveda tudi ponedeljek, dan po luninem mrku oziroma po vikendu, kjer je lunin mrk imel letošnjem letu zelo močen vpliv že kar na začetku leta. Lunino leto je nekako steklo, smo že sredi luninega leta in verjamem, da notranji mir je tista kvaliteta, ki jo imate vsi nekako globoko v sebi, ampak se zna dogajati marsikaj. Ta teden se Venera premakne v Ribe. Kaj to pomeni? To pomeni, da se odprejo čustva na lep način. To pomeni, da je teden čas za zaljubljenost, za ljubezen, lahko za zaljubljenost vase, lahko za sprejemanje vsega tega, kar vi ste, koliko ljubezni vam vaša duša vsak dan nudi. In glede na to, da je leto lune lahko tudi kaotično, je ta teden čas, ko izbirate med zaljubljenostjo, med ljubeznjo in med kaosom, med nemirom. Kaj je tisto, kar je vaša odločitev, je seveda šteje vsak dan in vsak čas. Ta teden je ena taka značilnost energij tudi Merkur v Vodnarju, kar bo sprostilo misli, mental, lažje se boste sprostili in seveda tudi lažje spremljali sprejemanje dobrih energij zares, kako pa kaj in kaj lahko naredite več, seveda bomo pa o tem govorili v oddaji. Naš današnji gost je zelo zanimiv, poznate ga že iz TV ekranov, prepoznavan je v številnih gledaliških igrah, je član Šentjakobskega gledališča, sicer trenutno pravi, da ima manj časa za to, ampak že v svojih mladih letih je prejel za igro zlato Linhartovo značko, kar je v teh časih, v njegovi starosti izjemen dosežek pravzaprav. Znan je, ukvarja se z številnimi talenti, skratka ima ogromno talentov, ki jih zna skozi življenje uporabiti, jih zna odkrivati v sebi s pomočjo okolice in sam, se pravi ples, voditeljstvo, novinarstvo, igra, vse to so njegovi talenti in jaz verjamem, da jih ima še veliko več na zalogi, da jih bo pokazal. Je zelo zanimiv človek, razmišljujoč, na prvi pogled občutljiv, nezaupljiv, ampak zelo topel in ima globino, ima občutljivost, ima kar nekako eno hipersenzibilnost na energije, na vse to, kar se dogaja okrog njega. Koliko se tega zaveda, seveda ga bomo potem tudi povprašali. Je pa to človek, ki se dostikrat postavi na drugo mesto in da prednost vsem ostalim okrog sebe. Prednost, kako drugim pomagati, kako za druge kaj storiti. Seveda, kako zelo ga bomo potem tudi vprašali. Torej, srečali ste ga na televiziji, v gledališčih, srečali ste ga na mjuziklih. In sedaj seveda pozdravljamo v naši družbi Nejc Simšič. Pozdravljen. Lep pozdrav, hvala lepa za povabilo. Me zelo veseli, da si tukaj z nami. Zdaj nekako tisto, kar te najbolj označuje med ljudmi, je sedaj, po čem te najbolj poznajo, je to, da si družabni kronist. Za naše goste razloži in tudi meni, kaj to zares pravzaprav pomeni. V bistvu narekujem slovensko estradno sceno, družabno sceno, hodim po zabavah. Zdaj, to se lahko sliši zelo čudno, ne, hodim po zabavah, uživam, ja, ampak je veliko dela tudi v zadnji, ne. Ampak načeloma pač spremljam družabno sceno, slovensko estrado in pišem kroniko o njih. No, tlekaj smo pregledali seveda tvojo karto, astrološko karto, v 11. hiši imaš Marsa, to pomeni, da v vseh družabnih okoljih, v prijateljstvih, v družabnih okoljih imaš akcijo. To je tisto, kar si zelo omenil, da hodiš po zabavah pa to, ampak po drugi strani je pa ogromno dela v tem. Se pravi, ogromno akcijo, ogromno tvoje volje vloženo v to, da delaš tisto, kar lahko dobro delaš. To je res. Zadnjič mi je, na primer, ko si lih to omenila, zadnjič mi je ena lepo rekla, ko me je prvič spoznala, je rekla, aha, ti v bistvu živiš srečo drugih. Pa sem rekel, možno, ja. Ampak se trudim sebe pač zdaj v zadnjih 2 letih postavljati na prvo mesto. Mi je pa pač
to je en užitek hoditi po teh zabavah. No, to je rad način življenja in ne vem, uživam v tem. To pomeni, da si v najboljši možni meri združil nekako svoje poslanstvo, tisto, kar ti je fajn, tisto, kar znaš dati drugim. Mislim, nekako poklic, življenjski stil, vse to imaš. Tako, točno to. To imaš združeno. Ne? Seveda imaš ascendenta v biku. Ne? To pomeni, da užitek, zadovoljstvo ti je na prvem mestu. Tako da verjamem, da bi hudo trpel, če bi bil v kakšni službi, ker to ne bi mogel narediti. Verjetno, ja. Ne, mi je kar všeč in moj urnik in način življenja in to, da v bistvu lahko delam točno te stvari, ki jih imam najrajše. Razumem, ja. Razumem. Tudi na ascendentu imaš severni vozel, se pravi, v življenju te vse vodi, ne glede na to, kaj se ti dogaja, kaj počneš, vse poti te vodijo nazaj k sebi. Kaj si ti, kaj si, kdo si in hkrati si zelo občutljiv na to, kaj si, kdo si, na kak način te ljudje vidijo. Kako to doživljaš sam? Ja, zdaj tako bom rekel, no. Včasih je bilo tega veliko manj, da sem delal na sebi. Zdaj pa zadnjih 5 let, recimo pa čedalje bolj, tako kot si rekla, se vračam k sebi, poslušam sebe, poskušam sebe postavljati na prvo mesto. To se mi zdi, da sem se šele pred 2 letoma zares naučil reči ne v življenju. A ne? Ja, kar je najtežje, to, kar si prej rekla, da sebe postavljam na drugo mesto vedno. No, zdaj se poskušam dati na prvo. No. Je pa težko to. Sploh, ko so ljudje navajeni, da vedno rečeš ja in pol enkrat rečeš ne in so kako. A ne? Tudi tvoja kariera je povezana z mehkimi planeti, se pravi z mehkimi energijami. V 10. hiši, ne, to je kariera, imaš Luno in Venero. To sta najmehkejša planeta zares. To je, Luna pomeni, da zelo rad daješ drugim, da na prvem, tisti hip, ko si v službi, tisti hip, ko delaš za druge, je na prvem mestu, kako boš za druge poskrbel, na najlepši in na najboljši možen način. Pa ni važno, verjetno, ali je to skozi hrano, ali jih peleš na, ne vem, kamorkoli. To je pa res, ja. Če že, je fajn, da se ena dobra stvar naredi, ne? Ja. Tako da sem vedno za to, da se vse da na lep način. Ja, je kar res to, kar si rekla. Ja, in v karieri te hkrati definira to, da imaš pa Plutona, se pravi, v služenju drugim imaš Plutona. Ni polovičarstva za tebe. To je res. Vse ali nič. Vse ali nič. Je, bom rekla, na varni razdalji je tudi Saturn, se pravi, ne pustiš se omejevati v tem, ampak imaš pa pravila. Imaš pa jasna pravila in čez tista svoja notranja pravila pri tem ne greš. Ja, to je tudi sigurno res. Pa samo eno priložnost imaš pri meni. Wow. Ja. Če se že odprem, ne, veliko ljudi je že izkoristilo to kdaj, no. Ok, pa se moram paziti danes, da to ne padem čez. Ja, se pravi, ta poklic pa način življenja ti je uspel zelo dobro združiti. Na kak način pa se je oblikovala tvoja poslovna pot? Ker zdi se mi, da tvoja poslovna pot bo vedno nekako zelo, zelo unikatna. Tudi glede na to, da se to sklada s tvojo osebno potjo. Ja, v bistvu jaz sem začel vse z gledališčem pa improligo, ne? Pa se je pa nekako prešlo na televizijo, pa v novinarske vode, pa to, kar zdaj počnem. Ampak se mi zdi, da to sem kar nekako lepo vedno pelil, kam želim iti, kaj želim delati, na kakšen način želim, bomo rekli, širiti to ljudem. Pa če bi lahko rekel, kaj je v danem trenutku recimo najmočnej, recimo končal si srednjo šolo ali faks, ne vem, kaj je tisti hip, bil en tak klik, kam boš šel delati, kaj boš počel, kaj bo služba, karkoli? Ja, to je bilo, iz improlige je bila audicija in sem se prijavil in sem bil sprejet tako za televizijo takrat. In je bilo to to? To je bilo to, ja. Ok, super. Ja, spomnim se pa, da sem bil še, vmes, kaj je bilo ene več krogov, da sem tlo iz toplic, iz dopusta sem šel, no, še na en krog, to mi je pomenilo to, ne. Super. Sem se vrnil nazaj, pa še pa nazaj. Ok, no zdaj, da preden mi dva močno zakorakamo v tole, da sem povem še našim gledalkam in našim gledalcem, 097-794, seveda je številka za klic v studio. Če imate za našega gosta kakršnokoli vprašanje, je ta številka za vas na razpolago. Sicer so zadaj
na liniji naše svetovalke 097 794, jih dobite danes, če imate po luninem mrku še kakšne težave, če so se vam čustva globoko odprla in vam delajo probleme, pa ne morete sami nekako čez to, pokličite, da prečistijo lunine vplive, da prečistijo vse tisto, kar je potrebno spustiti, sprostiti, kajti luna je tista, ki vas zmehča, sprosti in ta teden bo priložnost se odpreti na novo ljubezni in vsemu tistemu, kar je za vas pomembno. Za podporo tega tedna, za podporo odpiranju ljubezni lahko pošljete pa tudi SMS na številko 3900, dopišete zraven Astro z veliko začetnico kot vedno in pa ljubezen ter vaše ime. Se pravi, za podporo ljubezni ta teden 3900, Astro, ljubezen in pa vaše ime. In pa seveda, če želite in imate kakršnokoli vprašanje za našega gosta, za Nejca Simšiča, ki je izjemen v svojih talentih, izjemen v tem, da je iskren s sabo in sledi sebi, tistemu, kar je zanj najbolj bistveno. Mogoče sam tega še ne opazim, ampak ko vidim njegovo astrološko karto in tisto, kar je že povedal o sebi, vem, da zna zelo dobro slediti sebi. Se pravi, če imate kakršnokoli vprašanje okrog tega, kje najde on navdih, karkoli, vabljeni 097 794. 4 pa je številka za klic v studio. Nec, če pogledam tole astrološko karto, verjamem, da si imel v celem življenju nekako že v štartu precej izzivov, ni bilo vedno lahko. Kaj je bilo v bistvu najtežja nekako izkušnja zate v življenju? Če pogledam na začetku, sigurno osnovna šola. Ko sem prišel na srednjo šolo, takrat sem nekako zacvetel. Sam pri sebi sem začel biti srečen, pa tako naprej. Osnovna šola je pa eno veliko trpljenje, tisto obdobje. Že zaradi sošolcev, tega nasilja med vrstniki, tako da. Se pravi, si imel že v bistvu kar težke lekcije v osnovni šoli in si doživljal medvrstniško nasilje. Tako je. In tega je če dalje več, zares, a ne? Ja. V bistvu noben pravzaprav niti ne govori o tem toliko, ampak se mi zdi, da je prav, da se to pove. Pri nas recimo na šoli ni bilo, noben ni imel posluha za to, tako da je bilo še to težje. Se tudi z nobenim od učiteljev ali pa tako od odraslih v šoli nisi mogel pogovarjati o tem, razumem. Nekako živimo v času, a ne, ki je na odrasle dosti pritiska in če se ne držijo svoje integritete, potem je seveda to lahko dosti velik problem. In to v času, ko otrok potrebuje podporo, takrat je nisi dobil. Kaj je bilo pa tisto, kar te je z tistega časa držalo nekako po koncu? Ena taka sledilna nit. Moja domišljija. Super. Ja, to sigurno. Pa seveda potovanja z mamo sva takrat tudi veliko potovala in to mi je bil tak nek beg iz realnosti, če temu rečem, v drugo realnost. Tako da ja. Ja, se vidim, da imaš Jupitra v 9. hiši. Jupitra, se pravi, mama ti je verjetno spontano znala najti tisto točko, kjer si pa doživljal pa optimizem, zadovoljstvo, kjer si lahko razširil obzorja do te mere, da vsakdanji problemi niso bili, da so vsakdanji problemi postali majhni pravzaprav. Tako, točno to, kar si rekla, to je bilo res. Vsakeč, ko sem prišel pa recimo domov, pa k družini, pa to, so ti problemi izginali, takrat, ja, tako da. Jaz sem imel lepo otroštvo, da ne bo to zdaj narobe izpadalo, ne. Ampak je bilo pa veliko preizkušanja. Razumem, ampak veš, ta severni vozel, pa Kiron v prvi hiši in direkt na ascendentu, to je nekaj, kar te celo življenje potem verjetno vodi v raziskovanje sebe. In tako, kar si rekel, zadnje 5 let si začel pa nekako delati na sebi. Se je ena taka potreba pojavila. Kaj je bil tisti mejnik? Mislim, je bil kak mejnik ali kaj takega, da si... Meni so, v bistvu, najbližji so mi kar velikrat govorili zadnja leta tako, ti si predober, ti ne znaš reči ne, moraš reči ne, ne rabaš vsega delati za druge, a ne? Sebe moraš postaviti na prvo mesto in pol, pa trajalo nekaj časa, da sem to dobil v zavest, ampak je šlo, ne vem pa, če je bil kakšen tak poseben mejnik, no. Veliko enih razočaranj je bilo,
In pol takrat si pa, če rečeš v eni točki, zdaj pa dovolj, zdaj moram pa sebe postaviti na prvo mesto. Je pa težko iz danes na jutri zamenjati to pozicijo. Ja, razumem. Sploh s Kironom v prvi hiši je to izjemno zahtevna naloga. Ampak, ko prideš do te točke, je pa Osvobojajoče. 80% balasta odpade. Tako, točno to, ja. Razumem. Nekje imam tle zapisan en datum 27. avgust 2013. Zasledila sem ga v medijih, ni zrastel na mojem zelniku. 27. avgust 2014, takrat sem se v bistvu odločil, dovolj treba je nekaj narediti, da se shujšati, in takrat sem pa začel tudi hujšati v tistem obdobju, ko sem potem v pol leta shujšal 55 kg. No, to me zelo zanima, ampak vem pa z astrologije, a veš, z astrološkega vidika je pa takrat bil tvoj Pluton zelo izzvan. Se pravi, Pluton je ga imaš na področju zdravja in služenja drugim, in Saturn, ki je v tistem času, to je bilo približno leto, dve, tudi prej recimo, lahko da je bilo to zelo eno tako težje obdobje zate mogoče. Verjetno čustveno je bilo, ja, ne, tako da bi se zdaj kaj prav konkretnega spomnil, kaj je bilo. Ne, ampak vem pa, da je bilo, sigurno ne bi prišlo do te odločitve pa 27. avgusta. Nekaj je bilo, no, nekaj se je dogajalo, da je sprožilo meni. Se je kopičil, pa hvala Bogu je počel na dobro stvar. In to je zelo dobro v bistvu, ker namreč tisti dan je črno luno imaš v 12. hiši. Vseb, se pravi, do sebe znaš biti strog, in tudi tako zaznavanje krivic v okolici boš prvo sebe lahko zasekiral, zakaj kaj pa zakaj ne. Ampak vseeno ti pa to daje, črna luna v 12. daje eno izjemno notranjo moč. In tisti dan, 27. avgust, je Uran, oziroma to je pač v tistih dneh, ampak takrat najmočnejši, je Uran direkt stal na tvoji črni luni, na tvoji največji moči. Uran je pa ideja. In verjamem, da tisti dan, tako kar si rekel, da je to se pripeljal ko strela in nekako se spravil v tvoje jedro, v tvoje bistvo in ni bilo več druga, kot da si se odločil. Točno to. Naredil in speljal do konca, kar je... Ja, marsikdo takrat ni verjel, da se bom tega držal, pa da bom šel čez to. Ampak tisti dan ti je dal tako blazno podporo, verjetno. Ja. Zagon. In kako si se pol to, na kak način si šel pol v to? Sam, v bistvu, veliko enih odrekanj, sprememba prehrane, športanja, vsega tega, tako da... Se pravi, iz nič ni nič. To pa definitivno, ja. Mislim, se pravi, ne gre samo to, ko včasih rečejo, ne, zdaj pa rabiš malo manj pojesti, ne pa... Ne, sigurno je treba spremeniti način prehrane. Sploh v tem tempu, ko sem ga imel jaz, ko smo bili navajeni bolj hitre hrane, sendvičev. Ampak vse se da, če se hoče, no, jaz sem živ dokaz za to. Tako da, ko ljudje rečejo, nimam časa za to, to je največji izgovor, kar ga lahko imajo. Vedno je čas, če se ga vzamemo. Na tisti dan je bila to najmočnejša odločitev. Kar si lahko izbral, je bila to tisti dan v tvojem življenju, najmočnejši dan, v bistvu pa največja podpora za to, da si se odločil in da si to speljal do konca. Tako. Definitivno. No, eno točko imamo skupno v astrološki karti, meni se to mogoče malo manj pozna, ker nosim take srajce, da se mi to ne pozna, ampak ascendent v biku. Ascendent v biku pomeni, da imamo zelo radi hrano. Ja. Uživamo, da smo radi zadovoljni, včasih mogoče tudi preveč ležerni, malo lenobni, kako je to pri tebi? Lenoba, ja, včasih kar pride, ampak tudi pa še kdaj, no. Itak, ja. Je pa res, da sem skozi v pogonu in takrat, ko je lenoba, se jo privoščam brez slabe vesti. Sploh mislim, slaba vest je tukaj najbolj neumna, tako da to je super. Kar se hrane tiče pa, hvala Bogu, da uživamo v njej. Tako da, ja. Ampak imamo različni ljudje različne poglede na to. In tisti, ki imamo bika v ascendentu, ali pa ljudje, ki imajo karkoli takega v biku, kakršenkoli tak planet, imajo nekako večjo afiniteto do, da mora biti dober, da je nekaj fajnga. Tudi dosti, če je mal.
Ja, Ni možno, treba, da je velik, ampak da je nekaj odvisno od takega. obdobja, no, tako bom rekel. Ja. Ja, verjamem. Ja. Ja, včasih pa še od molekularne kuhne, včasih pa še pa tudi domač pire krompir, pa a ne. Ja, z veliko smetance pa tako, mleka, tako. ne, putečka. Razumem. No, ker vsi vemo, kako spreminjajoča je luna, pa kako močna v bistvu, kako močna luna vpliva na naš vsakdan, na to, kako doživljamo. Rekel si, enkrat pa še tako, enkrat pa še drugače. Ker luna se ves čas gubi. Luna je najhitrejši premikajoč planet, gre iz znamenja v znamenje, enkrat je čustvena, drugič je ognjena, tretjič je zemeljska, jasna, pol je spet zračna, v glavnem vse to je definira in na tak način imamo ljudje tudi, smo navznoter različnih razpoloženj. Zato, da boš to lažje uravnaval, seveda, pa da lažje slediš svoji luni, naj pokažem tudi vsem vam. Lunin planer je tista osnovna informacija, ki vam v letošnjem letu prinese podporo. Kaj narediti v danem trenutku, na kak način se, s katero barvo, kaj narediti tisti teden, ali tista 2 tedna, ali tisti mesec, ali tiste 3 dni, ko je luna v določenem znamenju, se pravi, tule noter najdete največ. In da se, da boš še lažje poslušal sebe v bistvu, da boš lažje rekel drugim ne, pa da poslušaš sebe v najboljši možni meri, je danes tole zate darilo. Joj, najlepša hvala. Skratka, je pa, a veš, lunin planer plod ne samo tega 2-3 mesecev raziskovanja dela, ki ga je naša Andreja Novak seveda naredila lani že, da je lahko to spravila skupaj, ampak je plod vsega tega, kar ona ve, kar je energijskega znanja že odprej, se pravi o čakrah, o energijskih telesih, o tem, katera barva človeka podpre, na kak način, kaj je dobro narediti, tako da... Za vsak posamezen dan? Ne, za teden. Aha, za super. teden, ja. No, to marsikdo bo vesel. Ker to pa je res, ja, kar si rekla prej, ta nihanje razpoloženj, to pa hitro lahko zamenjamo razpoloženje. Ja. Včasih kakšni rečejo, kako, si bil še prej super, pa to, ja, mi hitro kaj vrže stira. Ja. Energije dneva se menja, ne? Tekom dneva se zamenjajo energije večkrat, potem se zamenjajo energije vsak dan, recimo ponedeljek je lunin dan, torek je Marsa. Recimo torkov dan bi tebi, ki imaš Marsa v 11. hiši in z njim delaš, v torek bi ti priporočala za družabne kroge, za karkoli imaš v tem smislu, ne, recimo. Skratka, vsak dan ima, no, in tu noter najdeš potem res vse, kar... Super, najlepša hvala, to bom lahko prebral zdaj. Enako, hvala. Naši Andrej, poglejmo naprej, kaj sva pogledala, kaj sva pripravila še za naše goste. Kot sva rekla, severni vozel, se pravi ta karmična os, v odnosih si nekako močen, odnose znaš delati, čutiš ljudi, imaš ideje, 1, 2, 3 in tudi znaš dobro skomunicirati. To drži? To drži. Ja, mislim, da drži, no. To nimam težav, s komunikacijo nikoli nisem imel težav, no. Vedno se znajdem tudi v novih družbah, ne, tako da to, kar drži, se mi zdi, no. No in najmočnejše spoznanje je pa seveda bilo tisto, ko si rekel, da, to sem nekaj prebrala, da delaš zase. Da karkoli boš naredil zase. To je res. Če me nekaj ne veseli, ne bom delal tega, ne. Ja, v bistvu vsak korak, ki ga naredim v življenju, je seveda, pa da se to ne sliši sebično, ampak delam zase, ja, a ne. Mogoče je bilo včasih tega več za druge, pa sem se pa izgubil mogoče v kakšni fazi, ampak zdaj pa sledim to, kar mene zanima. In če mene neki mot, tega ne bom delal. Ampak tisto, veš, kar pa potem narediš zares zase, je pa to, da narediš pa za druge, ne? Točno to, ja. Ne, to je ta... Ja. V bistvu, ja, sej, tudi s tem, kar delam za druge, delam zase v bistvu, ja. Tako da... Dvojnost, pri tebi je močna dvojnost, a veš.
hkrati več, ko narediš zase, bolj si ti zadovoljen in več hkrati narediš za druge. Drži to? Tako to je res. Ja. In več, ko narediš za druge, bolj si spet ti zadovoljen. Se pravi, tu imaš en tak notranji tok krog, a opaziš to? Ja, to je pa res. Zdaj, ko si rekla, to je čist res, ja. Zdaj, konkretnega primera ne znam povedati, ampak ja, s tem, kar sem jaz zadovoljen, so tudi drugi zadovoljni in obratno, lahko bi tako rekla. Ja. Pa kreativnost. Kreativnost je pri tebi sigurno ta glavna stvar. To pa res. Brez tega bi, po mojem, ne vem, bi se kar zaprl nekam. Ja, se pravi, z gledališčem praviš, da si začel že v osnovni šoli. Tako je, v osnovni šoli, potem celo srednjo šolo, improliga, še danes gledališče zdaj v Špas teatru v Madagaskar igramo musical. Wow. Ja, zdaj, že 2 leti sem se nazaj vpisal tudi v plesno šolo Mojce Horvat in nadaljujem s tem plesom jazz, show dance, tako da je kar super to. No. Se mi zdi, da mi to takrat se osvobodim vseh teh težav, problemov, razbistrim glavo s tem in da še nekaj zase naredim. Ja, itak, ja, seveda. Marsa pa Venero imaš zelo blizu, recimo v karti, to pomeni, da ne glede na to, da sta sicer v različnih znamenjih, ampak sta pa blizu in kreativna energija je tisto, kar te fura naprej, kar te dejansko vodi naprej v čemerkoli, karkoli počneš in karkoli boš počel še naprej. Tako da, kdo v bistvu bil tisti v tvojem življenju, kot je najbolj, ki je bil močnejši pri spodbujanju kreativnosti? Ker vem, da včasih okolica ne spodbuja toliko kreativnosti, ampak bolj ta naravoslovje. Se moraš učiti, pa moraš, ne vem, nekaj znati. Aha, ja, ne, se šola ni imela tukaj to. Se mi zdi, da mama najbolj pa oče, ja. A sta oba dva te spodbujala v kreativnosti? Mama veliko bolj, ker je tudi zraven mi pomagala stvari, pa vedno je spodbujala, ne vem, od tega, ko sem bil majhen, ko smo mogli plakate delati za, recimo, projekte v šoli, a ne, da je treba pač malo dodati, pa malo lepše črke dati, pa še kaj zraven prepopati, tako da spodbujala kreativo, ja. Super. Rodil si se pa kot božično darilo? Ja, recimo temu. Ja, 25. december. Je kar nesrečen datum, zato ker nikoli nobenega ni bilo, čeprav se sliši sansko tako. Ja, okej. Ja. Za praznovanje res. Za praznovanje pa res ni primeren datum. Ja, razumem. Ampak zdaj že uravnavam to. Super. Veš, Jupiter je na najvišji točki tvoje karte. Imaš občutek, da si rojen za nekaj več, za nekaj večjega, da te nekako življenje nese naprej in da ti odpira, da imaš občutek, da ti odpira nekaj več zares. Da ni to, kjer si zdaj. Aha, ne, nisem še o tem razmišljal toliko. Mislim, ne vem. Ampak te, če si sledil recimo po srednji šoli, pot te je vedno te nesla tak v več. To je pa res, ja. Vedno sem hotel več. Pa v eni točki, ko dosežeš nek cilj, si želiš nov cilj, ki je pa še večji. Tako, to je pa res. Ne vem pa, kaj bo zdaj naslednji cilj, no? Glede na to, kar se vidi, ker ta Jupiter je pa zdaj posebej izpostavljen v tvoji karti v Kozorogu. Tako da me zelo zanima, kako je bilo decembra. Že lunin mrk decembra ti je odprl določene stvari in me zanima, kako je bil zadnji teden decembra. Si bil čustven kaj bolj ali se bolj vesel, bolj optimističen? Kaj je lunin mrk takrat že sprožil? Ja, po mojem bolj optimističen. To je bilo v času praznovanja rojstnega dneva, tako da je bil tudi vesel. Ampak ja, pa mogoče, ne moram reči, da je bilo lenobno, ker ni bilo lenobno, ker je bilo vsak dan se je dogajalo. Ja, vesel in optimističen, ja. In tudi zdajle lunin mrk je, oziroma sončev mrk je bil decembra, ja. Zdajle lunin mrk je pa spet, te pa spet aktiviral, pa spet optimizem, spet naš rak. Kako si doživljal prejšnji teden, od ponedeljka naprej recimo?
In zelo sem se veselil, da prijem nazaj v službo 3. oziroma, kaj smo bili, Ja. 6. Ja, 6. januarja. Sem kar pogrešal že malo, ker je bila dolga doba. Brez jaz pa moram biti skozi pogovorno, tako da mi je kar pasal. In s tem seveda mi je tudi optimizem prinesel. Ja. Ni bilo več treba biti doma, pa a ne. In to je ravno tisto, kar ti Lunin mrk odpre. In ne samo, da to velja za zdaj, to bo veljalo za celotno, za še kak mesec ali pa 2. In pa to v bistvu je eno tako megalomanstvo zares. Megalomanstvo in optimizem bo podprt skozi celo leto in sicer ne samo s skupom planetov. In to, da se bo mogoče za nazaj marsikaj odprl, kar veš, tako enih občutkov, enih čustev, hkrati boš pa zelo temeljit pri tem. Se pravi, in na materialnem področju in finančnem področju se lahko začnejo zelo veliki preobrati pri tebi. To je za celo leto. V plus. Super, odlično. V plus. Zelo v plus. Aha, no. Zdaj, to je točka, ki nujno moram vprašati. Imaš že kakšne načrte v bistvu za naprej? Neki plani so, ne moram sicer govoriti o njih, ampak zdaj ravno v teh dneh se odvijajo. No? Tako da držim pesti, pa me mogoče zanima tudi, a se to vidi, bo šlo kaj v tej smeri? Ali? Astrologija ti podpre. Astrologija ti podpre vse tisto, kar si v tem času zdaj lahko zamisliš najbolj na velik in najbolj na globok. Aha, in bo podprto. Ja. Super. Tako da tukaj sploh ni ovir. V bistvu past tega leta oziroma past zate v tem letu je, da bi naenkrat ne vedel več, kaj hočeš. Tudi to se je že zgodilo. Da bi zbluzil, da bi zgubil ta fokus na tisto. Se pravi, to leto je tebi bistveno držati fokus na svojem cilju, bilo kak je, in se ne pustiti, ni važno, kaj se dogaja, se ne pustiti zmest v okolici. To je dobro, ja, zato ker včasih so prišli že trenutki v prejšnjih letih, ki je bilo tako, a je to, kar hočem, ta zgubljenost, ki si rekla, tako da bom se naravnal na cilj. Ne, ampak res, resnično ti pa planeti podprejo to na veliko, tako da ne imeti majhnih želja letos. Ne na malo. Jupiter. Super. Optimizem in na to. V bistvu tudi to leto ti nekako odpre ta prostor, da v sebi najdeš talente. Ne samo tisto, kar že poznaš, ampak še kaj novega, v bistvu kaj več. In da ne čakaš da ti okolica to pove, da jih imaš, ampak da sam pri sebi najdem, ja, ne? Da sam pri sebi najdeš. No, nove stvari vedno rad odkrivam, tako da tega se veselim, da najdem še kaj v sebi. Super. Kje sva še? Kje sva ostale? Kako pa okolice v bistvu na kak način vplivajo bivalni prostori, tam, kjer si? Majhni prostori, veliki prostori? Ne vem, to pa se nikoli nisem vprašal, ampak se mi zdi, da imam kar kreativno stanovanje doma, v vsakih prostorih. Razen kuhne, no, kuhne res ne uporabljam, skoraj nič, ker ne kuha. Zakaj sem vprašala? Ker Jupiter je tudi tisti, ki je rad v zračnih prostorih, odprtih prostorih, z velikimi okni, z odprtim prostorom, da ni vsaka soba en delček za sebe, ampak nekako z odprtim prostorom. Vidim, da so ti napovedali tudi ena taka večja potovanja. Ja, pot v Ameriko je bila napovedana, ne? In si se ustrašil tega? Ne, nimam nič v planu, z veseljem pa bi šel, ker Ameriko imam zelo rad, ne? Ja, Amerika je najbolj... V Ameriko se kar rad vračam vsakeč znova. Aha, okej. Se pravi, si že bil, že poznaš. Kak občutek, kak si se tam počutil? Ne vem, se mi zdi, da mi paše in mentaliteta ljudi, ta pretirana prijaznost, ne vem. Se mi zdi, da paše mi in vse mi paše tam, od zraka do atrakcij, ki so, načina življenja, kako ga imajo, ki je blazno slab drugače, tako da se vsakeč znova vrnem v Slovenijo. Z ljubeznijo. Z ljubeznijo, ja, pa z novimi izkušnjami. Ne vem pa, če bi tam lahko živel zares. Pa če primerjaš, recimo, verjetno si bil že v večjih državah.
če primerjaš občutke, kako si se počutil v kateri državi, ne vem, za Anglijo vem, da si že bil, Anglija, Amerika, pa druge. Kak je bil občutek, kje se ti zdi, da je bilo najbolj podprto tisto, kar bi ti, kar je tebi fajn? Ja, jaz pravim, drugi dom je moj London, ne. Tako, v Londonu so res veliko. Je pa Amerika čisto drugačno. Ja, v Ameriki sem bil že v skoraj vseh državah in mi je vsaka zase različna. Od tistega, ki so bolj naravne, pa mislim, ki je več narave, do velemest, kot je Los Angeles, ne. Oboje mi je v bistvu nekako pritegnilo na svoj način, no. Ne znam niti razložiti, zakaj me to vleče v Ameriko, pa kaj je ta magnet, ampak že ko prideš tja, je drugačno. Super, ker si omenil magnet. Ker Jupiter pri tebi je magnet in Jupiter pri tebi je na najvišji točki in Amerika je Jupitrovska dežela, tam je vse veliko, tam so ceste široke, tam so ljudje taki srčni, odprti, ni važno, koliko imajo, kaj imajo, tam so vsi odprti, a ne. Potem vse, ko prideš, ko stopiš v Ameriko, je vse na veliko, je vse Jupitrovsko. In to je tisto, kar v tebi podpre tvojega Jupitra, ki ga imaš na najvišji točki, se pravi, odpre tvoj magnetizem. In iti tja pomeni, da to aktiviraš v sebi. Verjetno tudi zato, ne, me magnet tako privleče. Ja. Ampak se pravi, praviš, vse posod najdeš, ne, je nekaj tak zate. Se pravi, si zelo človek, ki ceniš različnost, raznoterost. To pa sigurno, ja. Če bi bili vsi enaki, bi bilo kar dolg čas, ne. Tako da ja, treba, pa če kakšne stvari ne poznaš, jo odkriješ, probaš spoznati. Ja. In tudi, ne samo, da različnost ceniš, ampak tudi nekako jo znaš zelo dobro spoštovati pri drugih, pri ljudeh, v odnosih in v svoji službi. In to, na kak način se ti to obrestuje? Se mi zdi, da tega je toliko premalo, ne. Vsi se bojijo različnosti ali pa drugačnosti, recimo. Pa ne vem zakaj. Ko bi samo malo treba prisluhniti. Včasih, ko poslušam kakšne pogovore, si rečem, kje živim, ne? Kje jaz živim okoli. Ne vem, se mi zdi, da bi bilo več tolerance treba, ali pa malo več odprtosti pokazati, no. Saj se ne rabi, samo da se malo sprejme ali pa prisluhne kakšne stvari, a ne. Ne znam, težko govorim zdaj o tem, ker nimam konkretnega primera, ampak ne vem, se mi zdi, da vedno mi je bilo fajn, ker enakost ali pa mi je ratalo monotono, ne, in pol to ratalo že povprečje, povprečen pa nikoli nisem hotel biti. Ne moreš biti, s to karto ne moreš biti povprečen, ni šans. Tudi Uran v odnosih je tudi tisti, ki ne more biti povprečen, ki tudi v ljudeh ne vidi povprečnosti. V ljudeh vidiš tisto iskro, ki lahko njih vodi naprej, ki lahko njih odpre za njihov plus. In ker imaš Jupitra tako visoko, si oseba verjetno, ki najbolj na širok vidi, kako bi se dal. Možno včasih še preveč široka, ne. To je pol včasih tudi ovira, ampak je pa zanimivo, kako me nekateri ljudje veliko bolj pritegnejo, pa ne znam niti razložiti, kaj je to, ampak verjetno ta iskra, ki jo začutim takoj, ne. To pa tudi samo opažam, ja. Z enimi ljudmi se takoj poštekam, če temu domač rečem, z enimi pa tudi nikoli ne. Ja, razumem. Čist razumem. Ja, poglejva, kaj še tvoja karta govori. Glede na to, da je črna luna tako zelo skrita pri tebi, me zanima, kaj pa je tisto, kar najbolj skrivaš o sebi, pa nikoli nobenemu ne pokažeš, pa ni treba zdaj govoriti, kaj to je, ampak zanima me, če se zavedaš tega, da imaš navznoter eno zelo močno, globoko polje, lahko je skrito, lahko je tako zelo skrivnostno, lahko je tudi malo temno, če se zavedaš tega svojega dela. Včasih ja, včasih ne. Mogoče premalokrat. Ja, da bi točno vedel, kaj to bi bilo.
Pa se ti zdi, da te to obremenjuje tista tam del ali da ti da moč? Ne, obremenjuje me ne, moči pa tudi. Mogoče na kakšne trenutke me obremenjuje v kakšnih situacijah. Ni pa to nič groznega, da bi tako. Saj ni. To so vse naši deli, ne, ki jih nekje rabimo sprejeti. Ne. Ampak črna luna je tista, ki rabi. Po mojem se večkrat niti ne zavedam, da me to omejuje. Ja. Da ti daje moč, po mojem. Bolj daje moč, kot pa omejuje. Aha, bolj moč. Ja. In tudi ta ti daje eno tako skrivnostnost. Nekaj, kar zna na ljudi pogledati iz zelo, zelo globine, pa ljudje ne vejo, kako globokih zares pogledaš. V kako globino, kako globokih vidiš zares. To je notranji najgloblji instinkt. Zanimivo. Ja, možno, ja. Danes bomo odprli eno celo polje. Ja, saj to. V bistvu tisto, kar je, na kak način se vračaš, na kak način si polniš svoje baterije, na kak način se vračaš sebi, kaj je tisto, kar te po kakih težjih dogodkih ali pa v kakem stanju največje utrujenosti vrne nazaj k sebi, regenerira? Definitivno narava, kakšen sprehod, obisk gore ali pa kaj takega. To se mi zdi, da takrat se najbolj, želim pa ples zadnje čase. Res takrat pozabim na vse skrbi, ker je preveč dela s koreografijo pa koraki. Ampak takrat se res odklopim tiste 2 uri na terenu. Plesal si že kot otrok? Ne, to zdaj. Ja. Čisto na novo? Ja. Kaj pa dal? Se pravi, to je že ta tvoj način iskanja svojih talentov, tako ali drugače? Ja, zanimalo me je. Bil sem že v parih mjuziklih, no pa sem se pa predlani v bistvu vpisal k Mojci Horvat. Pa kaj je bil pa tisti impuls, da hočem, da bi pa ples, je pa to nekaj? Kaj se zgodi? Super sem se počutil in to mi je bilo važno. Sem rekel, če se super počutim, moram to še naprej negovati. To super občutje. Razumem. Pa praviš narava gore. Si opazil, da je razliko, da je med tem, če greš takle sam na sprehod v nekam v bližino ali pa če greš v goro? Ja, sigurno. Ali pa tako, da si zelo visok? Sigurno, ja. Ja. Ker po mojem ti zelo paše biti zelo na visokem, tam nekako zelo, zelo zadihaš. Zelo se sprostiš, tam zelo dost teže pade stran. To je definitivno res, ja. Je kar tako, no. Mislim, se teh navadnih sprehodov je zelo malo, bolj so pohodi, bomo tako rekli, gor. Super. Ja. To pa že kozoroko meni dela, ne? Točno, ja. Pa to greš pa prav do skalnatih stvari ali nekako bolj do skalnatih, do gora ali si... Oboje, ja. Od hribov do gora, ja. Super. Tako, hvala Bogu, imam ljudi ob sebi, ki tudi radi grejo na to. Tako da, ker sam ne vem, če bi šel v goro. Pa imaš družbo, ko greš ali vedno? Ja. Se pravi, že avtomatsko, že tudi skozi to si spet v tisti točki, ko si v stikih z drugimi, ko daješ... Tako. Ja. Ne moreš temu uviti na noben način, kakorkoli se obrneš. Res je. Ja, in so tvoji prijatelji pa tudi taki, mislim, večina recimo nekakšnih bližnjih prijateljev, tudi zelo dinamični, aktivni. Ja, sigurno. Ja. Kreativni, dinamični. Nekako me zdaj že razumejo, me pomagajo tudi usmerjati v kakšnih stvarih. Veliko se pogovarjamo zadnje čase tako ne o težavah, ampak o tem, kako in pol mi razložijo, veš kaj, ti moraš paziti, ker si, ne vem, občutljiv na to, da pravilno narediš to, pa da ne boš zafrknil kaj na to način. Tako, pomagamo se usmerjati med sabo, no? In to zelo cenim. Ker včasih tudi rabimo kakšnega, da te malo usmeriti, tukaj niso vrata, tam so vrata, pojmo tja, a ne? Ja. In ta tvoj Mars je v ribah zares, se pravi, si sprejemljiv, si dojemljiv za take stvari, za vse, kar ti prijatelji, za vse to izmenjavo. Ja, sigurno, ja. Za vse, kar si, oni te pomagajo, ti njim pomagaš, v bistvu z lahkoto to sprejemaš. Materialno stanje, točka sreče.
Kak si v materialnem stanju? Se ti zdi, da z lahkoto prideš do tega, kar rabiš, kar si želiš, kar potrebuješ? Ja, mogoče se zdi z lahkoto, ampak tudi veliko delam za to. No. Ja, ampak sem kar zadovoljen. No. No, ampak ni to, da ko pa delaš za to, pa se ti pa stvari kar pridejo, se pa nekako ti obrača to, da prideš do vsega, kar rabiš. Tako, ja. Včasih tudi, ne vem, dostakrat se mi je že zgodilo, da sem pomislil, da neko stvar rabim, pa ni bilo ne časa, to pa sem jo dobil nekako. Je prišla do mene. Ja. Tako da to je res, ja. Tu imaš točko sreče in tudi ko imaš stvari, ki jih rabiš, si spet v istem toku krogu, spet si zadovoljen in ti je fajn in spet daješ drugim naprej. Tako. Tako da za tebe je ta krog sprejemanja in dajanja v bistvu zelo dragocen, zelo bistven. Ja. Hkrati pa ne moreš pa uiti temu, s severnim vozlom na ascendentu, ne moreš uiti temu, da si pa čedalje bolj pa samostojen pri sebi, da ves čas slediš svoji osebni iniciativi. Ne temu, kaj bi drugi, oziroma tudi ne temu, kar bi ti drugi sugerirali, da ti si ali pa da ti moraš biti, ampak da zelo močno čutiš sebe. To je res, ja. Kot sem rekel, zadnjih 5 let, sploh zadnjih 2 leti, no, res delam na temu, da sebe dajem na prvo mesto, čeprav res težko, kdaj. Ampak, ja, tukaj me pa noben ne more prepričati v naslednjo. Tudi če me prepričajo, bom naredil tako, kot jaz čutim. Ja. Vsake čast. To pa kar. Tudi če je kar narobe pa naredim, ne, ampak. Ja. Tudi to je. Iz napak se tudi učimo. Tako, ja. In tudi to zaupanje sebi, zaupanje v svojo moč, to je nekaj, kar lahko zelo črpaš v bistvu že iz osnovne družine ven, ne? Kar sta ti oče pa mama že dala? Ja, se pravim, tako bom rekel, no. Včasih nisem toliko sebi zaupal, ne. Pa je pa prišlo do rezultatov, pa sem rekel, vse to sem jaz v bistvu naredil, ne. Tako da zdaj pa kar zaupam, ja. No in tudi to je nekako ena tvoja pot, da 100% zaupaš sebi. To pa mislim, da kar moramo vsi, ja. Ja. Ampak ti posebej s tem severnim vozlom. No, super. In tudi narava, ne? Narava ti to, ko greš v naravo, takrat, ne, to si sam že omenil, ampak narava ti res pomeni tisto največ, kar lahko narediš. Narava, svež zrak, tudi verjetno ti paše kak vetroven dan, veter. Si to že opazil? Ne, to pa ne. Ponavadi me zebe, ko je veter. Dobro, če je veter po zimi, ne? Ampak če pa veter, recimo imam pa rad veter, tako, ja. Ja, to pa. A veter je pa tudi ena stvar, ki... Veter, zrak, gibanje zraka, ne? To je nekaj, kar spodbudi tvojo regeneracijo. Nekako lažje se takrat povežeš čisto s svojo globino. Okej. To so vse sorte možnosti, a ne? Naša astrologinja je ugotovila, da, to prej nisva dokončala te misli, da na te močno vpliva energija prostorov, hiš, da se zelo dobro počutiš oziroma tudi najboljš počutiš v novih, modernejših stavbah ali pa v zelo starinskih stavbah z visokimi stropovi. Ja, možno, ja. Mislim, jaz imam nekje vmes, ampak rad imam visoke strope, to je res, ja. Da je odprt prostor, ja. Da lahko dihaš. Ja, meni je pa tudi starinsko mi je všeč, no. Tako ni čisto moderno. Bo odvisno od stila, no. Praviš, da povprečje ti ubije duha. Ja. Kaj si pripravljen vse narediti za to, da ne padeš v eno tako rutino, v eno tako povprečje življenja? Vse. Mi to kar veliko pomeni, no. Se mi zdi, da je toliko malo potrebno zares, da ni povprečje skozi prisotno, ne. Ampak, ne vem, to od raznih stvari, ne vem, tudi če greš za 2 dni nekam, ne. Ali pa to, kar sebe poslušam, da delam, tisto, kar me veseli, tako ples, recimo gledališče. Jaz veliko hodim v gledališče tudi, pa kdaj ne razume, kako se mi da sedeti v dvorani tam. Jaz se dobim pa nekaj zase tudi, ne.
Kaj je tisto, kar ti da gledališče? Tudi, če sediš v dvorani. Ene stvari se me dotaknejo, ene stvari mi dajo misliti, v kakšni predstavi razmišljam tudi čez cel teden pol. Pa niti se ne zavedam, zakaj razmišljam o tej smeri ali pa tej stvari, ampak mi dajo tako. Ene stvari me pa tudi čustveno napolnejo, ne? Od žalosti, jeze, veselja. Kar uživam v tem, ja. In je še kaj takega, ki je izjemnega, kar narediš, ko hočeš uiti iz povprečja? Česa nikoli ne bi mogel delati? Ne vem, kuhati. Kaj tega res ne znam. Priznam. Kuham zelo slabo, tako da tukaj se tudi ne trudim v tej smeri, da bi to izpopolnil. Mogoče kdaj pride, da bom šel na kuharski tečaj ali pa na kaj. Ja. Res, in to vsi, ki me poznajo dobro, vejo, da samo ne v kuhno prideti, da več škode, kot koristi. Prav spodbode me, zdaj gledam malo v tvojo energijo, ampak prav spodbode me ta, ampak res megalomanstvo, koliko imaš zares potencijala za ta svet. Se pravi, koliko na širok znaš ljudi sprostiti, koliko na širok znaš prinesti v katerokoli okolje, optimizem, veselje, radost, joyful. A čutiš to pri sebi, paziš to pri sebi? Ja, to sem pa začutil že, ja. To sem pa začutil, pa tudi včasih me kdo vpraša, kako sem lahko skozi toliko dobre volje. Sej sem tudi slabe volje, pridejo trenutki, ampak se mi zdi, da zakaj bi trosil slabo voljo še naprej, ne? Vedno rad obrnem pa slabo stvar, obrnem v prid, zato da je nek optimizem v prostoru pa to. Pa nekako je občutek, da si rojen za na oder. To pa. A si rad? To pa sem rad na odru, ja. To pa res, že od majhnega. In jaz mislim, da je to povezano. Veš, ta občutek, da si rad na odru, pa ta megalomanija, ta res velik širina, optimizem. Tako da jaz srčno upam in si želim, da planiraš, da so tvoji plani nekako v življenju ali pa tvoja slika v življenju povezana s tem, da si med ljudmi ves čas, da greš na oder, da daješ skozi svoje talente to ven. Delam na tem, da bo to do konca tako, ja. Super, ne, mislim, ker če kdaj svet zdaj potrebuje Jupitra, če kdaj svet potrebuje optimizem, to dobro voljo, to, da se da, vse se da v plus. Ja, zato sem tudi družabni kronist verjetno, ne, s takim elanom, veseljem, ker me povsod radi sprejmejo, no, tako bom rekel, ja. To poslanstvo sem pa, če temu rečemo poslanstvo, sem pa začutil že pri sebi, ja. Pa sem pa nekje prebrala, ampak glih to, da omenva, recimo, ne, tvoja četrta hiša je v bistvu prazna, se pravi, četrta hiša je hiša družine, tu je prosto, skozi družino se ničesar ne učiš. V družini si dobil, vzel, kar si lahko in nekje sem prebrala, da otroci v bistvu niso nekako v tvojem prvem planu. Ne. Družina ni v prvem planu. Ne. In ti je to čisto okej. Zaenkrat v redu, ja. Super, ker ne res, tu ni nobenega poudarka. Tvoja karta je predvsem namenjena temu, da sebe spoznaš, se pravi, tvoje življenje te v to vodi in pa navzven, ne. To, kar včasih, a veš, včasih se ljudje obremenjujejo, pa sledijo tem tradicijam. Ja, bi mogel imeti familijo, pa otroke, pa to, ne, in zdaj pa ne pašem nikamor več in tako, ne. Zato me je zanimalo, če ti je to, če te tukaj obremenjuje. Ne, nič. Jaz se tudi pravic povedan bojim otrok. Zato, ker mogoče ne znam z njimi delati in pa ponavadi jih do mene pretečejo ali pa ne. Ne vem, to vsakmu, ki ima otroka, rečem, joj, pa jaz ne, v redu, ker ne bo tam. Ja, ampak imaš pa široko srce in otroci to zaznajo. Ja, saj sem pa ne znam z njimi delati, ne. Kako pa rabiš delati z njimi? Otroci so, ne, in a veš, če znaš biti ob njih, tisto, kar si, je v bistvu največ vrednost. Dobro, to je pa tudi res, ja. In to ti znaš. Tako znaš biti ob ljudeh, tako znaš biti ob otrocih tudi. In to je točka samozaupanja. Ja, saj včasih premalo samozaupanja v tej smeri, ja. Okej. Če bi lahko nekaj ljudem povedal, zdaj imamo še nekaj dobrih 5 minut do konca, če bi lahko ljudem dal
nekaj največ, kaj bi jim ta hip lahko dal? Kaj bi jim rekel? Veliko se smejte, pa poskušajte. V vsaki slabi stvari se najde dobra stvar, nobena stvar se ne da ne rešiti. Pa se mi zdi, da, tako bom še rekel, zadnjič je prišla gospa do mene, mimoidoča, in mi je rekla, oprostite, vas lahko objamem, pa jaz, lahko ne. In pol je rekla, v bistvu sem jaz rabila objem, ne vi, ampak začela je pa kot da ona raba, ne. Se mi zdi, da več prijaznosti, kakšen nasmeh, če vsak dan podelite nasmeh, ne bo čisto nič narobe, ne. Ja. Boste videli, kakšni čudeži se delajo, ko dobite nasmeh nazaj, pa tako. No, to je ena tvoja izjemna magičnost, hvala. Tudi ta teden je podpora za ljubezen, ta teden je podpora za to, da v sebi začutite tisto, kar je dobrega zares. In seveda ta nasvet z objemom, z nasmehom, z vsem tem je odlična pot, je odlična iztočnica za cel ta teden. Naj vas seveda še spomnim, 090 779 smo z vami vsak dan od 9. do 23. ure in pa SMS na številki 3900 Astro je pomoč za vas v vsaki situaciji. Če se vam zdi, da vam manjka ljubezni, če se vam zdi, da vam manjka te mehkobe, če so se vam misli nekako zapletle v to, kakšni ste, v neiskrenost do sebe, v nesprejemanje, če imate občutek, da vas ljudje, okolica ne sprejemajo tako, kot si želite, če se vam nekako v srcu ali okrog srca nekaj zatakne, potem je danes priložnost, da se odločite drugače. Nejc nam je pri tem zelo dobro pomagal. In seveda ta zadnji nasvet je tisto, kar sede vsem, kajti objem, nasmeh, vse to je zastonj, vse to je tisto, kar imamo v sebi in lahko podarimo vedno znova naprej. Ta teden vas bo pa mehčal v energijah, tudi seveda, če vam energije ta teden delajo težave, se pravi, se težko odprete, težko delate karkoli sproščenega, je čas, da se dobro naspite ta teden, je čas, da greste v naravo. Če ste zračno znamenje, je dobro iti, da ste čim bolj v taki odprti naravi, ne nekje v zaprtih med hribi noter. Potem ta teden je čas, da si naredite svoj dnevnik hvaležnosti, da noter pišete, kaj je tisto, kar v bistvu tiste pozitivne misli v sebi, kaj si v sebi dobrega mislite, kaj je dobrega zares v vas, katere dobre lastnosti sebe najdete, da napišete, da vsak večer izpolnite svoj dnevnik hvaležnosti, zakaj ste hvaležni tistemu dnevu, zakaj ste hvaležni bodisi sebi, bodisi vaši duši ali pa ljudem okrog sebe, da so vas tisti dan pri določeni stvari podprli. Seveda pa je to odlična prilika ta teden, da vas tudi eterična, dobra, dišeča eterična olja, tista, ki vam pašejo, podprejo v negovanju svojega telesa, svojega eteričnega telesa, ki je najbolj odgovorno za to, da sprejmete dobre energije. Pa še se vrniva še k tebi, v bistvu letošnjo leto, zdaj sem spet zgrešila, ampak letošnjo leto je lunino leto in tako kot sva pokazala skozi oddajo, v bistvu, da znaš zelo dobro slediti in sebi, da znaš svoje močne tranzite upoštevati. Tranzite, to so ti prehodi planetov čez tiste osnovne, in da znaš to spontano uporabljati za dobro sebe, za dobro svojega življenja in za dobro svojih odločitev. Tako da v letošnjem letu ti v bistvu res želim, da se ti vsi materialni, nečrni, vse to, kar ti Jupiter letos odpira, kar ti Pluton odpira, se pravi ogromen potencial za kariero, da se ti to vse realizira, tako da če že imaš načrte, definitivno so podprti. Tako da nekako
zadnja beseda, zadnja misel, zadnji zaključek, je kaj ostalo od tebi, kar bi rad povedal? Ja, danes sem veliko izvedel, no. Tako veliko izvedel, pa hvala za vse to, kar si mi povedala. Kaj sem si pa najbolj zapomnil, je, da v bistvu, če hočem, zmorem na veliki način in bom to tudi naredil. Hvala, Nejc. Hvala za obisk tebi. Hvala. Če hočemo, zmoremo in to velja za vse. Imejte lep dan, čudovit teden in srečno.